lepo pozdravljeni. V Cerodu so končno uspeli pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča Leskovec, ki tako spet normalno posluje. Naj spomnimo, aprila je bilo odlagališče nekaj dni zaprto, potem pa so začeli tam odpadke začasno skladiščiti. Eden bistvenih pogojev za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je bila ureditev čiščenja izcednih voda. Največja pridobitev je tako nova čistilna naprava, ki zdaj še testno obratuje, poudarja direktor Ceroda. Naložba je vredna 1,3 milijona evrov. Gre za čistilno napravo dvojne reverzne osmoze. Analize izcednih vod so pokazale 99% čistost prečiščenih voda, ki so sedaj primerni za izpust v ponikovalnico. Okoljevarstveno dovoljenje, ki je pomembno tudi za zapiranje stare in odpiranje nove deponije, velja za 10 let. Samo bomo pa morali na deponiji v leto in pol izpolniti tudi druge pogoje. To pomeni recikliranje, izbiro, predelavo odpadkov in tako naprej. To pa je projekt Ceroda 2. Pomembno pa je povedati to, da po letu 2013 bo prenehala veljati uredba o odpustkih pri odlaganju, kar pomeni, da moramo najhitreje pristopiti k izgradnji tako imenovane druge faze. Jutri se bodo župani vseh 15 občin, iz katerih vozijo odpadke na deponijo Leskovec, sestali na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da se dogovorijo o prejetih količinah odpadkov za obdelavo. In kolikor bo ministrstvo ugotovilo, da so izpolnjeni vsi pogoji, ker vsa dokumentacija jim je že predložena, bo potrdilo zadevo in preidemo v razpis za izbiro izvajalca za gradnjo Ceroda 2. Izmed odlagališč, ki jim je okoljski inšpektorat pred časom prepovedal obratovanje, je sicer odlagališče Leskovec prvo z okoljevarstvenim dovoljenjem. Zaradi birokratskih ovir Slovenija ni zanimiva za tuje naložbenike, ugotavljajo v Sava Projektu Krško. Kot eno od vodilnih projektantsko-inženirskih družb ponujajo sodelovanje za pripravo boljše področne zakonodaje, sicer bo brez novih naložb ob gradbeništvu propadla še vrsta odvisnih panog. Dobra zakonodaja mora naložbeniku omogočiti, da izve, če bo na določenem zemljišču lahko gradil še preden ga kupi. Brez tega ni resne firme, ki bo prišla iz tujine, rekla, jaz bom pa 20 milijonov evrov zapravila, ampak če bom pa dobila gradbeno dovoljenje, bom pa še lepo izvedla, ko bom za njega zaprosila. Katastrofa. Včasih je obstajalo lokacijsko dovoljenje, ki je pomenilo rezervacijo prostora ne glede na lastništvo. Zamenjal ga je dokument pridobivanja pogojev za gradnjo. Pristojni minister pa napoveduje, da bodo tudi to ukinili, kar kaže na nerazumevanje področja, pravi Žigante. Če bojo to razumeli, smo jim pripravljeni pomagati, smo pripravljeni prideti, zastonj, tudi iz združenja za inženiring, iz Sava Projekta, od Kečjo. Boljša prostorska zakonodaja bo Slovenijo dvignila na lestvici konkurenčnosti. Brez novih naložb bo pozabljeno bogato panožno znanje. Po propadu velikih gradbincev v Sloveniji ni več niti enega izvajalca z referencami za gradnjo zahtevnih objektov, na primer načrtovanega mostu čez Savo v Krškem. Posledice krize so vidne na vsakem gradbišču, pravi Aleš Plestenjak. In se odražajo kot padec kvalitete na področju celotnega kroga investicij, tako od faze priprave na investicijo projektiranja vse do faze izvedbe. Sava Projekt seveda ni izvzet iz kriznih razmer, čeprav ima zaradi celovitosti svojih storitev nekoliko več naročil od konkurence. Vendar delajo krepko pod ceno, nad vodo pa se držijo zaradi rezerve, ustvarjene v obdobju debelih krav, pravi direktor Žigante. Vrhunec pestrega tritedenskega in številnimi tudi množično obiskanimi prireditvami zaznamovanega Knobleharjevega 17. škocjanskega občinskega praznika je bila slavnostna seja tamkajšnjega občinskega sveta ter podelitev občinskih priznanj. V zgodovino škocjanske občine se je z delom in dosežki na različnih področjih vpisalo 6 prejemnikov občinskih priznanj, med njimi 3 predstavnice nežnejšega spola. Tega sem vesela, da so tudi opazili to moje delo, prostovoljno delo, tako da je pa to seveda zdaj tudi ena obveza za naprej, da bo treba verjetno še bolj delati ali pa vsaj tako vztrajati pri tem. To ni samo moje priznanje, ker brez mojih dobrih prostovoljk, ki pridno, neutrudno delajo z mano, tudi tega priznanja ne bi bilo, mislim, da ne. Ker
v glavnem mislim, da sem si to priznanje nekako zaslužila kot prostovoljka pri Rdečem križu. Ne morem opisati vseh občutkov, kaj mi to priznanje pomeni, ne? Pač glavno tega pa je, da imam podporo iz strani krajanov, občine in da bomo šli naprej z novimi močmi. Ne? Pomeni mi veliko, ne vem, kako bi se izrazil zdaj. Malo sem presenečen tudi vse skupaj, ampak sem zelo vesel tega priznanja. Občinsko priznanje sta prejeli še Prostovoljno gasilsko društvo Dobrava in Prostovoljno gasilsko društvo Grmovlje. Dosežki v minulem letu in navkljub neugodnim gospodarskim razmeram ter pogosto neživljenjski zakonodaji, ambiciozni, a realni načrti ter pozitivno vzdušje v občini pa so bili rdeča nit županovega slavnostnega nagovora. Res nekako začuti zadnje 2 leti ta pozitivna klima, ljudje radi pridejo na prireditve, radi pomagajo. Lahko rečem, da tudi, ko se peljejo investicije na terenu, ni nekih nasprotovanj, ni težav, za kar bi se res na tem mestu vsem občanom in občankam zahvalil za to konstruktivno, za to gledanje občine dolgoročno naprej. In če je bil kulturni program na slavnostni seji balzam za uho, pa je bila pravcata paša za oči in ne samo to, pod taktirko Janeza Turka, kuharja na tamkajšnji šoli, pripravljena in razkošno obložena pogostitvena miza. Del sage o črnomaljski bioplinarni gre počasi k koncu. Okoljsko gibanje Proteus je namreč objavilo odločbo, s katero je veterinarski inšpektor bioplinarni na Lokvah pri Črnomlju že 12. junija začasno prepovedal odvoz bioplinske gnojevke na kmetijske in druge površine, saj je okužena s salmonelo. Te odločbi se je s prepovedjo zdaj pridružil še okoljski inšpektor. Na okoljski inšpekciji Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje so se za izdajo odločbe o prepovedi oddajanja presnovnega ostanka odločili zaradi različnih rezultatov rednega in izrednega vzorčenja pooblaščenih inštitucij. Problem, ki ga pač mi tukaj opažamo, je predvsem v pomanjkljivi uredbi, ki pač omogoča lahko tudi različno interpretacijo rezultatov vzorčenja. Bo pa v jesenskem obdobju letošnjega leta ministrstvo pripravilo novo uredbo. Zaradi izdanih ukrepov bo inšpekcija za okolje izvajala stalen nadzor, ali upravljalec upošteva pravila tehnoloških procesov. Nadzor pa bo poostrila tudi kmetijska inšpekcija tega inšpektorata. V ta namen smo aktivirali tudi kmetijske inšpektorje iz sosednjih izpostav, ki bodo tudi sprejemali morebitne prijave občanov na klicno številko, ki smo jo posredovali javnosti, torej iz območne enote Novo mesto. Kmete, ki bi trosili sporno gnojevko iz bioplinarne, čaka kazen. Sankcije v tem primeru so predpisane v skladu s 4. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih in znašajo potem seveda za fizične osebe 500 evrov. V Dolenjem Boštanju se veselijo, saj so namenu predali 250 tisočakov vreden mošče z Mirno. Nadomestil je dotrajanega lesenega, ki ni dopuščal tovornega prometa in je bil ob vsaki poplavi ogrožen. Ker izliv Mirne v Savo sodi v vplivno območje hidroelektrarne Blanca, je bilo državno podjetje Infra dolžna stari most le utrditi in ne zgraditi novega. Občina Sevnica pa se ni strinjala samo s sanacijo, zato smo prispevali preko 120 tisoč evrov in zgradili popolnoma nov most z novo voziščno konstrukcijo, odprt za ves promet brez kakršnih koli omejitev. Infra je prispevala 130 tisoč evrov za mostovne temelje in ureditev brežine. Bom rekel, da je en tak vzorčni primer sodelovanja med občino in našim podjetjem, torej med državo, v smislu pridobivanja kvalitetnega infrastrukturnega objekta, ki bo služil javnemu interesu tukaj v Dolenjem Boštanju. Z množično udeležbo na slovesnosti so krajani izkazali hvaležnost za nov most. Je lepši, boljši, ker tisti prej je bil lesen in če je bila tako poplava, je bilo ful hudo in zdaj je ful lepo in mislim, da so to res ful dobro naredili. V primeru poplav ali drugih nesreč Boštanj ne bo prometno odrezan, pravi predsednik sveta krajevne skupnosti. Ker je tole ena pametna obvoznica, ne samo za Boštanj, ampak tudi za ostale krajevne skupnosti in seveda tudi širše. V semiški industrijski coni ne bo obrata za predelavo odpadnih pneumatik in plastike. Tamkajšnji občinski svetniki so namreč na drugi izredni seji sklicani na zahtevo 8 svetnikov
preklicali 21. junija sprejete sklepe. Z 8 glasovi za in 4 proti so občinski svetniki razveljavili sklep o soglasju k prenosu zemljišč na Green Line Oil in tudi vse druge sklepe povezane z gradnjo piroliznega obrata v Semiču. Pač želja ljudstva je taka in smatram sama, da je temu treba tudi tako reči. Zato sem seveda danes glasovala za preklic vseh sklepov. Tako kot Klement Skrižanova so tudi nekateri drugi svetniki, ki so na prejšnji seji podprli umestitev piroliznega obrata v njihovo industrijsko cono, spremenili svojo odločitev na osnovi zbranih podpisov krajanov proti postavitvi obrata. Da ni tle 600 podpisov, bi sigurno bili. Samo gledajte, proti narodu to nima smisla. To je 600 podpisov. Na resno delo vseh, ki so danes prišli na sejo kot svetniki zglasovati proti, s tem, da so še slabše naredili, da so ljudi pripravili, da so glasovali in podpisovali peticijo zato, ker so bili rečeno, da v to zažiganje. Nepošteno. Sicer pa je izredna seja potekala v naelektrenem ozračju, saj je pritegnila številne krajane in tudi člane vodstva belokranjskega okoljskega gibanja Proteus, ki pa so jo protestno zapustili, ker niso imeli možnosti vključiti se v razpravo. Zato je bilo toliko bolj glasno pred kulturnim centrom. Svetniki so sprejeli tudi sklep, da začnejo s postopkom odkupa motvozovih zemljišč v industrijski coni, za kar bodo po besedah županje potrebovali okrog 100 000 evrov, ki pa jih v občinskem proračunu nimajo. V industrijski coni pa še vedno nimajo niti zadostne količine električne energije. Če pride investitor, ki bo potreboval več elektrike, kot je ta trenutek, lahko ponudimo, seveda mu je ne bomo mogli zagotoviti. Ta investitor, katerega smo danes zavrnili, pa ne potrebuje prav veliko električne energije in z tega vidika bi bilo to sprejemljivo. Tako da trenutno nimamo novih interesentov, za katere bi vedeli. Se bodo pa verjetno pomirile strasti Semičanov, saj Green Line Oil odhaja v Avstrijo. Medtem ko so v občini Šentjernej že skoraj da pri koncu z gradnjo 12,5-kilometrskega kanalizacijskega sistema, ki obsega 5 vasi, pa se s podpisom pogodbe z novomeškim CGP-jem začenjata še obnovi cest na Gorenji Brezovici in Vrhu pri Šentjerneju. Občina je leta 2007 začela izdelovati idejni zasnovi za obe naselji, avgusta 2010 pa dokončala izdelavo dokumentacije za izvedbo projekta. Danes je sledil podpis pogodbe z najugodnejšim izvajalcem, ki naj bi začel delati v teh dneh in dela končal še letos. Ta obnova obsega rekonstrukcijo vozišča, enostranski hodnik za pešce, javno razsvetljavo, meteorno kanalizacijo. S tem posegom v rekonstrukciji ceste bomo seveda zagotavljali večjo varnost prometa, večjo varnost torej samih pešcev, konec koncev bo osvetljeno tudi cestišče. Predvsem pa je bil naš cilj, da seveda olepšamo vasi, kar pomeni lepši izgled samih krajev v naši občini. Obnova na Gorenji Brezovici je ocenjena na dobrih 341 000, na Vrhu pa 391,5 tisoč evrov. Tako za prvo kot drugo naložbo je občina iz državnega proračuna pridobila več kot 114 tisočakov, sofinanciranje pa bo potekalo tudi v prihodnjem letu. Sicer so delavci CGP-ja v obeh vaseh že zgradili novo kanalizacijo, na katero se bodo gospodinjstva priključila v prihodnjih mesecih. Nadaljevali pa bomo v občini Kostanjevica na Krki, kjer so že znani bodoči dobitniki občinskih nagrad in pa seveda tudi v občini Sevnici, kjer posebno pozornost posvečajo starejšim občanom. Potem, ko so se v nekaterih dolenjskih in posavskih občinah že iztekla, se praznovanje občinskega praznika obeta v Kostanjevici na Krki, kjer so znani tudi prejemniki občinskih priznanj. Komisija za občinska priznanja je obravnavala 4 predloge. V bistvu je imela komisija lahko delo, kajti po pravilniku bi lahko podelili tudi več priznanj, tako da v bistvu vsi ti predlogi so pozitivno rešeni in tudi vsi predlogi bojo pač podeljeni na našem občinskem prazniku. Kostanjeviški srebrnik bodo prejeli Melita Skušek, Janez Kuhar in Bojan Božič, ključ mesta Kostanjevica na Krki z nazivom častnega občana pa akademski kipar Dušan Tršar. V letošnjem letu je kar večji poudarek bil na kulturi in pa družbenih dejavnostih, tako da so vsi ti 3 nagrajenci prihajajo iz tega področja. In mislim, da tudi zaslužijo vsa ta priznanja. Ključ mesta pa je pač na predlog župana občine Kostanjevica na Krki. Priznanja bodo podelili na slavnostni seji sredi avgusta.
Sevniška občina ima med prebivalstvom večji delež starejših nad 65 let od republiškega povprečja. Zato narašča število uporabnikov storitve tamkajšnjega centra za socialno delo Pomoč na domu. Občina je z nakupom 2 novih avtomobilov skupaj vrednih 19 000 evrov okrepila vozni park te dejavnosti. Letno v povprečju storitev uporablja 74 starostnikov. Do zdaj sta bili za 6 izvajalk na razpolago le 2 službeni vozili. Mi smo izračunali, da vsekakor je cenejše imeti lasten vozni park, kot izplačevati kilometrino. To se pravi, da na ta način prispevata avtomobila k nižanju cene. Uporabnik za uro pomoči plača 4,18 evra. Ekonomska cena je precej višja. Po zakonu mora občina subvencionirati polovico cene, sevniška pa jo kar 70%. Kljub proračunski suši za občana ugodnejše razmerje ohranjajo. Izpolnjevanje nalog za dobro življenje v družbi je nuja in nižanje oziroma nekako varčevanje v proračunu je predvsem zaradi tega, da ohranjamo vse te programe. Uporabniki pomoč na domu sprejemajo s hvaležnostjo, čeprav je spoznanje, da so postali odvisni, boleče. Vsi bi želeli do konca sami vse, ampak načeloma potem, ko nas enkrat spoznajo, ko se nas navadijo, mislim, da se še ni zgodilo, da bi kdo rekel, da moramo iti. Ponovadi ostanemo. Nacionalna resolucija predvideva, da bi s pomočjo na domu oskrbeli 3% starostnikov. Sevniški center je to že skoraj dosegel. Metliška izpostava Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto in Društvo podeželske mladine Metlika sta z namenom predstaviti stanje na področju kmetijstva v metliški občini že 17. leto zapored pripravila sklop prireditev z naslovom Kmečki praznik. Na sklepnem delu prireditve so na prilozju predstavili vse, kar je povezano s kmetijstvom. Od sodobne kmetijske mehanizacije in starega orodja do izdelkov domače obrti ter sadjarskih, čebelarskih in kmetijskih pridelkov. Hkrati pa želimo, da pride tudi potrošnik, da spozna te kmetije, da vidi, kaj pridelujejo, kako pridelujejo, kakšna je to hrana in da se zaveda, da je naša hrana zdrava, kvalitetna. In vedno več kmetov išče svojo priložnost s pridelavo hrane za trg. Imamo še službe, nismo vsi doma, ker samo s kmetijstvom zaenkrat ne gre. Bilo bi lažje, če bi ob sobotah v Metliki delovala tržnica, pravi Jeničeva. Morda bi ljudje pogosteje segali po zdravi domači hrani, če bi jim bila bolj dostopna. Ali bi mogoče treba še te potrošnike izobraziti, da je doma pridelana hrana vendarle boljša, pa mogoče tudi če je kak cent dražja. Kramaričeva prodaja svoje pridelke na črnomaljski tržnici. Klepčevi, ki se s pridelavo zelenjave ukvarjajo že več kot 20 let, pa vse prodaja kar doma. Ob tem ugotavljajo, da so ljudje vedno bolj osveščeni. Tako da mi ugotavljajo, da imamo zdaj, da se nam vsako leto kupci povečujejo in nekako iščejo domačo, posebno zelenjavo, pa tudi druge kmetijske artikle. Pridelava zdrave hrane za trg je gotovo tržna niša, ki v Beli krajini še ni dovolj izkoriščena. Se pa vedno več kmetov odloča za to dejavnost. Kmetije se razvijajo, so lahko enakovredne vsem ostalim kmetijam in marsikdaj bi morali iti po belokrajinskih kmetijah, ker so res se v zadnjih letih izredno razvijajo tudi za tržne namene. Na Ruperč vrhu pri Novem mestu so odprli učilnico v naravi. Morda se sliši nekoliko nenavadno, a gre za naravoslovno učno pot, ki bo omogočila izkustveno učenje v neposrednem stiku z rastlinjem in živalmi. Začetki obore sicer segajo v leto 1996, predtem pa je bila na tem mestu posest gradu Ruperč vrh. To predstavlja učno pot, malce drugačna, kot je večina učnih poti v Sloveniji, predvsem z razloga, ker je ta speljana po sami obori, v kateri se gibljajo živali. Obora je namenjena v prvi vrsti, in to je bil cilj projekta, je namenjena učencem, dijakom, pa tudi predšolskim otrokom za nekako izkustveno učenje v naravi. Naš cilj je bil, da otroke, mladino nekako spravimo izpred računalnikov v naravo. Poudarek bo sicer na avtohtonih živalih. Torej sprehajalec na svoji poti od točke do točke, ki jih je na tej učni poti 8 z različnimi tematikami. Torej, določene so vezane na gost kot ekosistem, določene na živalski svet,
Celotna vrednost investicije je okoli 80.000 evrov, od tega je projekt v višini 85% sofinancirani sredstev LIDER, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in pa iz sredstev lokalnih skupnosti, partneric lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina. V Obori je sicer urejeno tudi otroško igrišče, tovrstnih izobraževalnih površin pa je v dolenjski občini zaenkrat bolj malo. Tukaj bojo prihajali otroci tako iz vrtcev, šol, kot tudi srednješolci in druga populacija ljudi, kjer se bojo izobraževali ne zgolj v lovskem turizmu in lovstvu, spoznavanje gozdnih živali, pač pa bo možno tudi spoznavanje gozdov, gozdnega podrastja in vse podobnih zadev. Z Oboro smo obogatili tako turizem kot učne metode učenja v naravi, dodaja Muhič. V novomeški osnovni šoli Grm že od prvega tega meseca gostijo 24. jezikovne počitnice, ki se jih udeležuje 30 otrok iz Avstrije, predvsem s Koroške. Otroci med 10. in 15. letom bivajo pri družinah gostiteljicah in tako v slovenskem govornem okolju bogatijo besedni zaklad. V šoli se učijo slovenščine, ustvarjajo v delavnicah, plavajo v šolskem bazenu, en dan pa so preživeli v Ljubljani in Strunjanu. S prijatelji in se tukaj tudi veliko naučiš in lahko poboljšaš slovenščino. Mi je ful všeč in ker poznam prijatelji. Zdaj se učimo čez Novo mesto in koliko Novomeščani vejo, kaj se je zgodilo v Novem mestu enkrat. Rdeča nit letošnjih jezikovnih počitnic je namreč Novo mesto in pomembni Novomeščani. To je predvsem velika stvar za Koroške, za ljudi z Koroške. Mi smo že želeli malo odnehati, ker je to že zelo naporno in smo lani že nekako napovedali, da bi preselili na kakšno drugo lokacijo, ampak nekako nam ni uspelo. Mladi Korošci bodo 14-dnevno bivanje v Novem mestu sklenili v soboto, ko se jim bodo na prireditvi pridružili starši. Da je novomeški stadion Portorož vse prej kot zavidljivem stanju, ni nova zgodba. Da pa so atletske površine tako dotrajane, da kmalu ne bodo več uporabne za tekmovalne pogoje, pa je žal kruta realnost. Danes stadion največ uporabljajo seveda člani domačega atletskega kluba Krka. Sam stadion je problematičen. Verjamem, da bomo morali to zadevo vsi skupaj reševati zelo kmalu. Mislimo pa, da jeseni, ko pride Komisija Atletske zveze Slovenije, ki verificira stadione, da bo težko dobil dovoljenje, da bomo na njem organizirali tekmovanja kateregakoli ranga. To pomeni, da ne bodo uspeli več prirejati ne le tradicionalnih mednarodnih atletskih mitingov, ampak tudi klubskih mitingov in srednješolskih ter osnovnošolskih tekmovanj ne. Verjamem pa, da tudi zato, ker čez 2 leti Novo mesto bo praznovalo tudi 90. obletnico obstoja atletike v Novem mestu in upam in verjamem, da bomo se tega spomnili v takšni obliki, da se bo dalo organizirati takrat normalno tekmo. Dejstvo, ki v neroden položaj postavlja predvsem atlete matičnega kluba. Če inšpektor zavrne tekmovanja, potem pa mi tekmovanja tle ne moremo organizirati. Kako bo s treningi, še ne vemo. Že itak imamo težave, ker tekmovalce po zimi vozimo v Ljubljano in Zagreb. A se bomo morali kam drugam preseliti za nekaj časa, trenutno ne vem. To se bomo morali pogovarjati, verjamem, malo širše, ne samo v klubu. Inšpekcija je namreč stadionu Portorož dala na zadnje zeleno luč pred nekaj leti in še to res komajda. Danes pa je celotna slika še precej bolj klavrna. Že 4. v Čanteških termah poteka košarkarski tabor Matjaža Smodiša, namenjen otrokom od 9. do 15. leta starosti. Zbralo se jih je 48, vrhunskega športnika so poškodbe sicer pregnale s parketa pod košem, ima pa veliko željo na drug način nadaljevati kariero. Pester program njegovih taborov je bolj namenjen razgibavanju in zabavi kot pretiranemu treningu. Pritegnuje tudi otroke z Hrvaške. Dobro je, zabavamo se, kopamo se, super je. Super. Mi hodam na ta kamp že vsa 4 leta. Izvedel sem, ko so bili plakati in je potem moj oče šel na internet pobrskati. Najljubši so mi košarkaški treningi, pa ko gremo na bazen, pa tudi ko delamo druge stvari, igramo tenis, golf.
Današnji otroci imajo zelo slabo razvito motoriko, ocenjuje Smodiš, zato bi rad tabor prelevil v atletsko košarkaško šolo. Ko gledam današnjo mladino in vidim, koliko so negibčni, nepokretni, neraztegljivi, tudi recimo otroci, ki trenirajo košarko, nogomet in ostale športe, verjamem, da se na tem področju mora nekaj narediti. Zase pravi, da je v glavi še vedno star 26 let in najboljši krilni center Evrope. Realnost pa so Kristusova leta in vsakodnevne bolečine zaradi poškodb, a se ne bi rad popolnoma poslovil od košarke. Velika želja je, da bi dobil neko funkcijo, delo, kariero na tak ali drugačen način nadaljeval nekje blizu doma, to se pravi, ali pa najraje v Novomeški Krki. Upa, da ga bodo krkaši slišali in vzpostavili stik z njim še pred novo sezono. Vozniki motornih koles so žal še vedno med najbolj izpostavljenimi udeleženci v cestnem prometu, zato so policisti skupaj z ostalimi pristojnimi službami pripravili več dejavnosti za izboljšanje njihove prometne varnosti. Vse do nedelje bo tako letos že tretji poostren nadzor nad vozniki enoslednih motornih vozil. Na novomeški policijski upravi sicer zaznavajo manj prometnih nesreč, tudi smrtnih žrtev je manj. Glavni vzroki prometnih nesreč, v katerih so udeleženi vozniki motornih koles, je neprilagojena hitrost z njihove strani. V primeru, da pa prometno nesrečo povzročijo ostali udeleženci v cestnem prometu, pa je neupoštevanje pravil prednosti. Če je to vrstnih nesreč k sreči manj, pa so bili letos na novomeški policijski upravi v več primerih obveščeni o vlomih v osebne avtomobile na počivališčih ob avtocesti. Šlo je za primere, ko so tujci oškodovali tujce. Velikokrat so storilci skušali oškodovance izvabiti iz avtomobila pod pretvezom, da imajo predrto pnevmatiko ali pa poškodovan zadnji del avtomobila. Takrat so izkoristili njihovo trenutno odsotnost, ko so vstopili iz vozila in jim je drug storilec ukradel vrednejše predmete iz avtomobila. Največkrat je šlo za denarnice, gotovino, torbice, mobilne telefone in pa fotoaparate. Glede na to, da se tudi veliko slovenskih državljanov odpravi v tujino, lahko tudi sami postanejo žrtve na tamkajšnjih počivališčih. Občanom svetujemo, da so na teh počivališčih še posebej previdni. Tudi v tistih primerih, ko se od avtomobila oddaljijo le za kratek čas, naj vozilo zaklenejo, vrednejše predmete, se pravi dokumente, gotovino, bančne kartice, mobilne telefone, pa naj imajo stalno pri sebi. Posebna previdnost velja, ko nas ogovori neznanec. Policisti svetujejo, naj na poziv neznanca ne zapuščamo vozila, o posebnostih pa jih obvestimo. Odšel je še eden velikanov slovenske gledališke in filmske umetnosti, Polde Bibič, dobitnik Prešernove in Župančičeve nagrade ter Bošnikovega prstana. Nepozabne so njegove filmske upodobitve, a za ta čas in družbeno klimo bi bilo morda dobro ogledati si film Matjaža Klopšiča Moj ata, socialistični kulak.